Se spomnite, o kakšnih kršitvah smo govorili takrat v tej oddaji? Katere kršitve Janševe vlade so bile takrat na mizi? Ko je šlo za denar nepojasnjenega izvora, za kupovanje avtomobilov z gotovino in še bi lahko našteval. O takih kršitvah smo se takrat v tej oddaji pogovarjali. Ne pa o tem, ali lahko ali ne pošljem SMS svoji lastni ministrici, da sem zaskrbljen. Podarjam, katerem izražam skrb nad kadrovsko sliko. Ampak midva zdaj govoriva o ugotovitvi protikorupcijske komisije, ki pravi, da ste vi kršili integriteto. Ona ne govori o tem, da vi ne bi mogli dajati navodilo ministru in tako naprej. Ne, oni samo pravijo, da ste vi pisali te SMS-e in se zanimali s kadrovanjem v nasproti s 14. členom zakona o vladi, ki je jasen. Predsednik vlade lahko daje ministrom obvezujoče napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrstev. Teh pa vaša vlada ni sprejela in zato vam protikorupcijska komisija očita kršenje integritete. Če ne bomo spoštovali procedure, potem bomo kavbojska država. To očitate Trumpu. Procedura, ta odločba ni pravnomočna in to veva oba. Ko bo pravnomočna, bomo lahko govorili, ali spoštujemo proceduro ali ne. Zaenkrat ni.